imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Zbrali smo se pri maši za našo domovino, za našo državo. Iskreno pozdravljam vse visoke goste, pred Bogom smo pa tako in tako vsi bratje in sestre. In ker pomolimo za domovino, v bistvu molimo sami zase, kajti mi jo sestavljamo, mi smo za njo odgovorni. In ker premnogokrat ni tako, kot si želimo, ali kot bi tudi moralo biti, pred Bogom iskreno previstimo in se pokesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga in večnega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Amen.
Bog, neskončna modrost, Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko Te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost. In bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod v prikazni nagovoril Abrama takole: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Abram je odgovoril: Gospod Bog, kaj mi boš dal, ko odhajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? Glej, meni nisi dal zaroda in moj domači hlapec bo moj dedič. A glej, Gospodova beseda mu je rekla: Ne bo tvoj dedič on, ampak nekdo, ki bo tvoje krvi. Gospod ga je nato peljal ven in mu rekel: Ozri se v nebo in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Dalje mu je rekel: Toliko bo tvojega zaroda. Veroval je Gospodu in tam mu je štel to v pravičnost. Potem mu je Bog dejal: Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura na Kaldejskem, da ti dam to deželo v tvojo posest. Abram je odgovoril: Gospod Bog, po čem naj spoznam, da jo dobim v posest? Rekel mu je: Vzemi zame 3-letno telico, 3-letno kozo, 3-letnega ovna, grlico in mladega goloba. Vzel je zanj vse te živali, jih razpolovil po sredi ter položil polovici eno nasproti drugi. Ptic pa ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na trupla, Abram pa jih je odganjal. Ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama objelo spanje in glej, groza, velika temota ga je obšla. Ko pa je sonce zašlo, je nastala gosta tema, glej, kadeča se peč in goreča plamenica, ki je šla skozi med onimi razdeljenimi živalmi. Tisti dan je sklenil Gospod zavezo z Abramom, govoreč: Tvojemu zarodu dam to deželo, od egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata. Božja beseda.
Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali. To je Kristusov evangelij. Prebrana Božja beseda današnjega dneva je lahko zelo zgovorna tudi za naše praznovanje državnega praznika. Očak Abraham je odšel na pot v zaupanju, v veri v tisto presežno, kar človek ne more razumeti, pa nam je zaupano in podarjeno z Božje strani. Očak izvoljenega ljudstva je zgled tudi nam, ljudem današnjega časa, da je svoje pričakovanja treba utemeljiti tudi na Bogu in na tisti duhovni razsežnosti, ki daje človeku smisel za vsakdanje odločitve. In kot vemo iz zgodovine, izvoljeno Božje ljudstvo je večkrat krenilo s prave poti, ker se je preveč začelo zanašati zgolj na lastno moč in si domišljati, da sme delati, kar pade človeku na pamet. In zdi se mi, da je mnogokrat podobno tudi z našim narodom, z našo domovino. Hrepenenja mnogih so bila utemeljena na zaupanju, na veri, na prepričanju, da je pravičnost močnejša od krivice in da je smisel življenja lepši, če ga nadgradimo tudi s tistim, kar presega človeka, če ga nadgradimo z Božjo navzočnostjo. In žal lahko opažamo, da tudi v tej naši slovenski zgodovini kdaj pa kdaj zaidemo iz prave poti in se med nami pojavljajo lažni preroki. Najlažje jih prepoznamo tudi po tem, da nam obljubljajo nekaj, kar se še nikoli ni zgodilo in kar ni utemeljeno na človeškem dostojanstvu, ki izvira iz naše bogopodobnosti. In Božja beseda današnjega dne nas jasno vabi k odgovornosti, k tisti notranji drži, ki nam bo pomagala osmišljati svoje lastno življenje, ki nam bo pomagala stopiti na pot medsebojnega podpiranja, zaupanja, služenja drug drugemu.
In potem smemo verjeti in biti prepričani, da Božji blagoslov ne bo izostal. Tudi zato prosimo danes pri tej sveti daritvi, da bi se iz dneva v dan zavedali svojega poslanstva, svoje odgovornosti, predvsem pa bili pripravljeni uresničevati svoje talente in sposobnosti. Bratje in sestre, Abrahamu se je vera štela v pravičnost. Tudi mi verjamemo, vendar je naša vera velikokrat premajhna. Zato iskreno prosimo. Da bi vsi tvoji verniki znali razlikovati lažnive preroke današnjega časa. Prosimo, da bi tisti, ki so zapostavljeni zaradi vere, imeli vedno pogum v dejanju pričevati za svoje prepričanje. Da bi vsi, ki te iskreno iščejo, našli v nas oporo in prepričevalen zgled življenja po veri. Da bi vsi naši rajni, ki so na zemlji verovali vate, večno uživali sadove tvojega odrešenja. Prosimo, da usliši nas. Gospod Bog, brez tebe bi bili naši sadovi samo višnja in osad, toda zaupamo v tvojo pomoč. Pomagaj nam, da bodo naši sadovi vedno obilnejši po Kristusu, našem Gospodu.
Zahvaljujemo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
ponižno prosimo, da je nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Spoštovani, smo ena družina, narod, samostojni in imamo enega očeta, ne tistega političnega samo, ampak nekoga, ki je nad nami in vodi tudi to našo skupnost, državo. Njemu se danes zahvaljujemo tudi za ta veliki dar samostojne države Slovenije. Oče, ki je nad nami, se veseli tega našega dosežka, ki je tudi sad našega velikega človeškega prizadevanja. Ko se zahvaljujemo Bogu za ta veliki dar, prosimo, da bi bili dober sad tega drevesa naroda, da bi vse svoje sposobnosti vložili, da ta naša skupnost preživi in to kot sporočilo vsemu svetu. V tem duhu molimo k nebeškemu Očetu in izročimo sebe in našo domovino njegovemu vodstvu in varstvu. Otče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Gospod je tisti, ki nam daje resničen mir. Bratje in sestre, podarimo si ga stiskom roke drug drugemu in ga širimo naokrog. Kajti tisti, ki razširjajo mir, so zadovoljni in srečni ljudje.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blago povabljeni na jagnjetovo gostilo.
Nebeški Oče, vira, ki si nam dal tvojemu Sinu Jezusu Kristusu, našemu bratu, in planu ljubezni, ki ga je Sveti Duh izdelal v naša srca, naj nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili semenje marljivega, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas pruvajo upanja, oživlja hrepenenje po miščih dobrinah in nam v svet izgleda veselje in mir našega odrešenja. Eni blagoslovljeni in večni Bog, vodi hvala in slava na veke vekov. Amen. Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu našem Gospodu. Pred blagoslovom še iskrena hvala vsem, ki ste prišli, da smo skupaj molili za našo domovino. Hvala tudi Združenemu pevskemu zboru za petje. Sledi še krajši kulturni program tukaj v cerkvi in pa druženje pred cerkvi. Gospod z vami in s svojim duhom. Naj nas blagoslovi vsemogočni Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru ter blagoslovljeno in ponosno praznovanje dneva državnosti.
Spoštovane in spoštovani, kot je že gospod župnik, gospod Milan Pregelj povedal, sledi še krajša slovesnost. Danes naša domovina prelepa Slovenija praznuje. Pred 34 leti smo stopili na svojo pot, dobili smo svojo državo. Uresničene so bile večstoletne sanje naših prednikov. Pred več kot 3 desetletji smo Slovenci znali stopiti skupaj. Bili smo enotni in dovolj pogumni, da smo se odločili za pot samostojnosti. Današnji praznik pa ni le priložnost za spomin na takratne zelo pomembne dogodke, ampak tudi priložnost, da se zaustavimo v sedanjosti in se zazremo naprej v prihodnost. Slovenija ni le država, Slovenija smo ljudje, državljani, ki imamo pravice, pa tudi dolžnosti. Za našo ljubo domovino moramo skrbeti, jo negovati, graditi za prihodnje generacije. Vsak izmed nas je del te zgodbe in prav vsi se moramo truditi za domovino spoštovanja, dialoga, sprejemanja različnosti in odgovornega delovanja za skupno dobro. Slovenijo je enostavno potrebno imeti rad. Vse najboljše, draga domovina Slovenija. K besedi sedaj vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Severne Primorske in lokalnega praporščaka vojne za Slovenijo, gospoda Otona Filipiča. Spoštovani zbrani, najprej pozdrav gostitelju, gospodu dekanu, gospodu Milanu Preglju, podžupanu Mestne občine Nova Gorica, Antonu Hareju, predsedniku Slovenskega svetovnega kongresa za Italijo, gospodu Karlu Brešaniju in slavnostnemu govorniku, gospodu Janezu Janša. Prav vsem visokim gostom, praporščakom in članom veteranskih in domoljubnih organizacij, nastopajočim, sodelujočim in vsem navzočim. Najprej čestitke ob današnjem prazniku, dnevu državnosti. Državo smo si Slovenci priborili, da ustvarimo skupnost, kjer bomo gospodar na svoji zemlji in da si postavimo okvir, ki nas drži skupaj, nas plemeniti v sožitju in spoštovanju različnih mišljenj v državi slovenskega naroda, kot se je takrat glasila Majniška deklaracija. Država Slovenija je majhna in mlada, šteje šele 34 let. Ob njenem rojstvu smo doživljali neizmerno veselje. Velik zagon je bil v vseh nas, nove energije in nove sanje za boljši jutri. V te sanje so se žal z leti priplazile tudi razdiralne ideje, žal tudi v najvišje vrhove skrbnikov države, kar je za državo in narod pogubno. Temnim časom smo leta 1990 na plebiscitu rekli ne z več kot 90% enotnostjo in leta 1991 ustvarili lastno državo, ker je slovenski jezik postal mednarodno priznan uradni jezik naše države Slovenije, materin slovenski jezik. Ne hrvaški, ne srbski, ne srbsko-hrvaški, slovenski.
Ta najsvetlejši trenutek v zgodovini slovenskega naroda naj bo mladim vzgled in ne čas, ko je brat nad brata z mečem dvigal roko. Samostojno Slovenijo smo v vojni 91 priborili skupnimi močmi, zato moramo to našo lepo državo upravljati v blagor vseh državljanov brez izjeme. Zato, spoštovani, tudi ne pozabimo, da se je fizični upor proti JLA agresorju začel pred 34 leti v Pekrah, in to takrat, ko so JLA s tanki in letali izvedli agresijo in okupacijo na samostojno Slovenijo z zavzetjem mejnih prehodov, raketiranjem RTV oddajnikov in tako dalje. Narod se je uprl. Najstniki iz Maribora, pomislite, najstniki, so izrezali grb iz jugoslovanske zastave, simbola takratnega okupatorja, in jo nosili po mestu. Kakšni časi, kakšen pogum. Spomnimo se, kako smo cele dneve po radiju poslušali takratnega sekretarja za informiranje Jelka Kacina, ki nas je obveščal o premikih jugoslovanske armade po naših tleh. Vsi smo vedeli, da gre za veliko stvar, za našo samostojnost. Kacin se je izredno izkazal z jasnim in glasnim poročanjem, tudi to je botrovalo, da se je narod uprl tudi golorok. O stanju vseh državi pa nedvomno o stanju vsem v državi pa največ ve gotovo današnji slavnostni govornik, takrat osamosvojitveni sekretar za obrambo, gospod Janez Janša. Danes vemo, da je bila stara teritorijalna vojska razorožena po ukazu agresorja. Takratni predsednik Republike Slovenije pa ni odreagiral pravočasno, tako da so bili slovenski teritorijalci vpoklicani za obrambo domovine brez orožja. Ostalo je le tam, kjer so ga pokončni in iznajdljivi domoljubi premestili in zaščitili na lastno pest. JLA je s tanki prodirala iz vojašnic iz Pivke proti naši meji na Goriškem. Vse, kar smo lahko storili, so bile barikade pred tanki, vseh sorte barikad. Po radiju smo spremljali, da so barikade na Rebarnicah, da so tanki krenili proti predmeji in imajo za cilj mejne prehode, najprej čez predmejo in Trnovski gozd, zato smo se pripravljali z barikado in zasedo tudi nad vasjo Ravnica, a so tanki potem zavili čez Sanobor proti Vrhpolju. V Vrhpolju je mlad fant zapeljal buldožer pred tanke, na drugi barikadi kamione pod tanke, na tretji pa so se domačini usedli pred tanke in JLA prisilili, da so tanke ugasnili. Zatem pa so fantje zapeli slovensko himno. To izpričujejo akterji. Na prvi barikadi stoji spomenik Buldožer 91. O tem spomeniku lahko dobite zunaj, potem tudi spominsko razglednico. Zatem barikade v Črničah, nad Vitovljami, pred Zalošči, v Doromerku pri trgovini so mladi fantje metali kamenje na tanke, barikade na mostu čez Vipavo, na Cijan križu pred Vrtojbo, pa še kje, da se je čim dlje onemogočalo zavzetje mejnih prehodov Vrtojba in Rožna dolina in so se tako naše slovenske sile imeli čas pripraviti na napad, barikade brez ukazov po čisti, zdravi kmečki logiki. Napad se je v Rožni dolini tudi zgodil, prišlo je do streljanja. Teritorijalci pod vodstvom Srečka Lisjaka so okupatorja tako onesposobili in mu zaplenili orožje in tanke. Žal so v tistem spopadu umrli 3 vojaki. Bilo je tudi večje število ranjenih, tudi civilistov.
Potem je padla tudi Vrtojba in vojašnice po Krasu. V Rožni dolini zaplenjene tanke so zatem slovenski fantje pripeljali na več lokacij okrog vasi Ravnica. Tako se je tam ustanovila tudi prva slovenska tankovska četa, ki je od tam po nekaj dneh krenila v podporo zavzetju vojašnice Ajševica, ko so teritorijalci dobili orožje iz Rožne doline in Vrtojbe. To zajeto orožje smo v Ravnici popravljali, da je bilo pripravljeno za bojišče. S kamioni pripeljano zajeto strelivo pa se je skrilo v okolici, kjer smo domačini organizirali straže. Pohod zajetih tankov v Ravnico smo domačini pričakali v špalerju in jih v pozdrav posuvali s cvetjem iz hišnih vrtov. Branitelje pa potem na položajih okrepčali s hrano, pijačo in naprej s potrebščinami za osebno higieno. Kakšni časi, kakšna zavest, kakšna volja in enotnost ljudi. Danes naj bo ta danes za vzgled. Takrat še ni bilo mobitelov. Dokumentiranje in obveščanje je bilo veliko težje in počasneje. Fotografiranje je bilo zaradi varnosti tvegano, mnoge fotografije in filmi iz tistega časa so zaradi pogumnih fotografov in snemalcev ohranjene. Premnogi spomini so se žal tudi čudežno izgubili. Lastnik buldožerja 91, ki je bil v Vrhpolju na barikadi, je v nedeljo na proslavi med drugim dejal: spomini na veličastna dejanja nas ločujejo od živali. Tudi Primorci smo se okupatorski vojski uprli in jo tako tudi obvladali. Potrebno je bilo samozavesti in poguma. Če ne bi bilo poguma, enotnosti in odločnosti vseh ljudi, bi danes najbrž ne praznovali in slavili naše mlade domovine. In za konec, dragi mladi, kar vas je tukaj, zapomnite si, kako je do tega slavnostnega trenutka prišlo. Nihče nam ni ničesar podaril. Do osvobojene države izpod socialistične diktature smo prišli sami, ko smo stopili skupaj. Mnogim narodom to ni dano, ampak mi, takrat mladi, zagnani in polni domoljubja, postajamo stari in utrujeni. Upam, da boste vi, mladi, bedeli na straži in zaslišali tuje korake v noči, ko nam bodo hoteli vzeti največ, kar smo vam priborili, samostojnost v lastni državi. Ohranimo jo in ozdravimo jo. Hvala vsem in Bog vas živi, Bog živi Slovenijo. Še enkrat hvala gospodu Otonu Filipiču. Pozdravil pa nas bo tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Anton Harej. Najprej hvala Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve za pobudo in organizacijo dogodka in pa gospod duhovnikom za zverovano sveto mašo. Vsem skupaj en lep pozdrav v imenu mestne občine Nova Gorica in v mojem imenu. Poseben pozdrav seveda velja veljaku največje opozicijske stranke, gospodu Janezu Janši. Počaščeni smo z današnjim udeležbo pri sveti maši in pa tudi z vašim obiskom. Kakor vemo, praznujemo Evropsko prestolnico kulture. Nova Gorica se ponaša s tem prestižnim titulom. Vemo pa, da je dosti lažje biti Evropska prestolnica kulture, kot pa prestolnica evropske kulture. V zadnjem času se na Goriškem veliko trudimo, da bi pokopali svoje mrtve.
ki ležijo na našem območju. In vemo in spremljamo tudi napore tako v bruseljskem parlamentu, kakor na nacionalni ravni. Stranka SDS je zelo se prizadeva, da bi vse tri totalitarizme obsodili. To je znak evropskosti, to je dejansko znak evropske kulture. Želim si, da bi tudi v prihodnje se to prizadevali in se trajno prizadevali za dobro sodelovanje. Hvala, ker ste prišli. Lepo praznovanje tudi v mojem imenu Dneva državnosti in čestitke še enkrat organizatorjem za izvedbo tega dogodka. Hvala lepa. Ivan Cankar, Nebesa pod Triglavom. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je miril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pustele že tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obali, ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila, vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce ustrepeče od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pod oziroma pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Med nami z veseljem pozdravljamo enega glavnih borcev za samostojno Slovenijo. Obrambnega ministra v prvi slovenski vladi, kasneje trikratnega predsednika vlade in predsednika Slovenske demokratske stranke. Pozdravni besedi oziroma k besedi vabim gospoda Janeza Janšo.
Dragi rojaki, zdaj v teh dneh Slovenija praznuje. Samo danes je po naši državi nekaj 100 prireditev, za katere jaz vem. Po številnih občinah, župnijah, krajevnih skupnostih se veselimo obletnice tistega dogodka, ki je slovenski narod povzdignil med suverene narode tega planeta. Zdaj mnogi, ki ste tukaj v tej čudoviti cerkvi, se tistih časov spominjate. Tudi takrat je bilo zelo vroče. Še posebej je bilo pred 34 leti zelo vroče tukaj na Primorskem, na Goriškem, slovenski Istri, na Krasu. Kajti tisti, ki so želeli preprečiti našo osamosvojitev, so računali, da jim bo najlažje to uspelo tukaj. Ne vem, zakaj so tako računali, ampak dejstvo je, da so obsežne vojaške operacije Jugoslovanske armade proti slovenski državi, ki smo jo izglasovali z sprejetjem temeljne ustavne listine, nismo jo pa še razglasili, začeli ravno tukaj. In seveda, žalostna ironija zgodovine pravi, da je odločitev o tem, da bodo šli dan prej, na Slovenijo sprejel general slovenskega rodu, poveljnik Kreškega korpusa, ki je obljubil tistim v Beogradu, ki so sprejeli ta ukaz, da kar se tiče Primorske, bo že on poskrbel, da ta nikoli ne bo odšla iz Jugoslavije. Nekateri so temu generalu kasneje hoteli dati celo neka priznanja, oziroma se je to ponekod celo zgodilo. No, ampak kot je prej gospod Oton Filipič lepo opisal, so se ti načrti tukaj drastično zalomili že prvi dan. In to ne zaradi tega, ker bi bile slovenske obrambne sile takrat tukaj na Primorskem popolnoma pripravljene, ampak zato, ker je bilo ljudstvo pripravljeno braniti Slovenijo. In je branilo. In tanki marsikje ali pa praktično nikjer niso prišli na cilje na mejnih prehodih takrat, ko je bilo to načrtovano. Zdaj na tiste, ki smo takrat v štabu slovenske obrambe spremljali te dogodke, danes je bila velikanska dilema, ali odpovedati razglasitev samostojne Slovenije, ki se je pripravljala na trgu pred parlamentom, takoj razglasiti vojno stanje, ali nekako prevetriti še tiste ure do razglasitve in se potem pač v polnem obsegu soočiti s to nevarnostjo. Ni bilo enotnih mnenj, ampak tako kot se je na koncu zgodilo, se je pokazalo, da je bilo prav. Samostojno državo smo vseeno razglasili. Tuji gostje, ki so bili napovedani, čeprav jih ni bilo veliko, so vsi po vrsti odpovedovali. Najvišji tuji državnik ali pa politik, ki je prišel na našo razglasitev, je bil dunajski župan, pa še temu se je zelo mudilo nazaj. In kot je bilo rečeno že prej, Slovenci smo bili takrat sami. Takrat je bilo zaradi tega težko, danes pa vemo, da smo si državo izglasovali in priborili sami in da nismo nikomur nič dolžni. Med državami, ki so članice Organizacije združenih narodov, jih je zelo veliko, ki so jih naredili drugi. Slovenijo smo naredili sami in Slovenijo smo tudi obranili sami in nismo nikomur nič dolžni. Zdaj, ko je ameriški senat razpravljal in glasoval o ratifikaciji sporazuma o širitvi NATO, takrat, ko je bila tudi Slovenija kandidatka, je predsednik ameriškega odbora za NATO Bruce Jackson dejal, ko gre za Slovenijo, sprejemamo državo,
ki ji nismo pomagali takrat, ko je nastajala. Nismo ji pomagali niti takrat, ko je bila napadena. Oni so se obranili sami. Se pravi, zavezništvo sprejemamo nekoga, ki je dokazal, da se je sposoben obraniti sam, kar pomeni, da je sposoben prispevati tudi k kolektivni varnosti. Ne gre tukaj zgolj za nekoga, ki od nas pričakuje sredstva, investicije in varnostni dežnik. Zdaj, vprašanje je, če bi po 34 letih bile izgovorjene enake besede v ameriškem senatu, ampak takrat, ko smo se včlanjevali v NATO po uspelem referendumu, ker je ljudstvo podprlo ta korak, so bile te besede izgovorjene v ameriškem senatu. Zdaj, v slovenskih medijih mislim, da je bilo to objavljeno samo enkrat, pa še to precej skromno, kjer pač nekaterim ni v interesu, da se o teh stvareh govori na ta način. No, ampak tujini je bil ta naš podvig opažen. Zdaj, ko smo pred 34 leti plus en dan dvignili novo slovensko zastavo na trgu pred slovenskim parlamentom in ko je bila zapeta in zaigrala nova ali pa uradna slovenska himna, takrat je tukaj na Primorskem že potekala vojna. Ni minilo nekaj ur, ko se je agresija na Slovenijo začela tudi drugod. Zdaj, danes je to vse zabeleženo, res je, da takrat ni bilo telefonov, ampak vseeno je veliko tega ohranjenega. Ogromno posnetkov je zbranih, nekaterih niste nikoli videli na osrednjih medijih. Verjamem, da tudi niste nikoli videli seje slovenske skupščine izpred 34 let, takrat, ko smo glasovali za temeljno ustavno listino, ker je bilo na tisti seji marsikaj rečeno, pa tudi niso vsi glasovali za, tako kot se danes govori, pa se skuša to pozabiti. Nima to najpomembnejše. Najpomembnejše je to, da je bilo slovensko ljudstvo enotno. Mi smo to enotnost empirično dokazali na plebiscitu, pol leta prej. Zdaj, velikokrat že prej v zgodovini se je citiralo, pa tudi zlorabljalo Cankarjeve besede, narod si bo pisal sodbo sam. V neki hiši, kjer ni bilo nikoli demokracije, je ta napis visel nad odrom. Edinokrat v naši zgodovini si je slovenski narod pisal sodbo sam na plebiscitu. Imamo empirični dokaz za ta rezultat. Ta sodba je bila veličastna. Dokazala je, da je slovenski narod enoten, kljub politiki, ki glede tega vprašanja nikoli ni bila 100% enotna. Zdaj, in ta moč te veličastne sodbe na plebiscitu je bila potrjena tudi potem, ko je bila ta odločitev, potem, ko je bila razglašena ogrožena, ko smo bili napadeni. In to je bilo najprej dokazano v Pekrah, ker je 23. maja 1991 prvič prišlo do merjenja moči preko puškinih in tankovskih cevi z jugoslovansko armado in potem v bistveno večjem obsegu, predvsem v Vipavski dolini, tukaj na Goriškem, na Primorskem, kajti to je bil tisti del Slovenije, ki je bil napaden prej in za katerega so verjeli, da ga bo najlažje pokoriti. Pa se je v bistvu izkazalo, da ste bili najtrši oreh. Torej, vsem, ki ste bili takrat zraven, Črničah, Vrpolju in drugod, iskrene čestitke. Veterani, iskrene čestitke. Zdaj, če parafraziram Churchillove besede o pilotih RAF-a v letalski bitki za Anglijo, še nikoli toliko ljudi ni bilo toliko dolžnih, toliko zahvale dolžnih peščici, ki je opravila veliko delo takrat, ko je šlo zares in ko se je tvegalo lastna življenja, ko so tisti, ki so to tvegali, bili goloroki
na drugi strani pa je stal del moči armade, za katero so rekli, da je 5. najmočnejša armada v takratni Evropi. Zdaj, koliko je neka vojska močna zaradi svoje tehnike, smo videli takrat, ne. Tehnika je pomembna, ni pa najbolj pomembna in to je nekaj, kar bi morali upoštevati tudi danes, ne, ko se govori, da bomo zapravili za obrambo 10-krat več kot takrat, ko smo bili najmočnejši, imamo pa 5-krat manj vojakov kot takrat. Ne, pač ta primerjava je, bom rekel, zdaj izjemno potrebna, ker gre pač za odločitve, ki bodo vplivale na kvaliteto, pa tudi na varnost našega življenja v prihodnje. Zdaj ta čas pred 34, ali pa bom tako rekel, pred 33, 34, 35 leti, ne, ko smo se Slovenci odločili za samostojnost, ko smo jo izglasovali na plebiscitu, ko smo jo branili v vojni za Slovenijo, ko smo se borili za mednarodno priznanje, to je nek čas, ki nas je združil in to je nek čas, ki predstavlja, kot pravijo sociologi, vrednotno središče naroda. Zdaj, vsak narod, ki ima lastno državo, ima, saj jaz ne poznam nikogar, ki tega ne bi imel, tudi državni praznik. Ko se spominja nekih ključnih trenutkov v svoji zgodovini, ki so najpomembnejši za to, da so prišli do tega, da so gospodar na svoji zemlji. In tudi Slovenci imamo ta čas, je veličasten, zdaj lahko bi našteval številne stvari, imamo sjajne dogodke tudi v svoji starejši zgodovini skozi stoletja, zato smo se kot narod ohranili na tem čudovitem, vendar prepišnem delu planeta, ampak nobeno od teh dejanj, noben čas pred časom slovenske osamosvojitve se ni iztekel to končno dejanje, kot takrat, ko smo dobili, ko smo si priborili lastno državo. Mogoče so bile tudi prej v zgodovini priložnosti, ampak niso bile izkoriščene. No in tisto, kar je ključnega pomena po 34 letih je, da se zavedamo vrednosti tega časa. Ne, ker mislim, da je to, kar se danes dogaja, je v veliki meri tudi, in s čemer nismo zadovoljni, je v veliki meri tudi posledica tega, da se mi vrednosti tega zaklada, ki ga imamo, ne zavedamo. Zdaj, ta ista sociološka teorija o vrednotnem središču naroda pravi tudi, da je potrebno z državo upravljati na osnovi vrednot, na katerih je nastala. In kadar upravljalci države ne upoštevajo tega, pride do krize. In ta kriza povzroči, da potencijali, ki jih nek narod ima, niso izkoriščeni v celoti. In Slovenci imamo žal danes ta problem in tudi o tem, čeprav je bilo delno prej to že omenjeno, se je pač treba odkrito pogovarjati, ker posledice čutimo vsi. Včeraj je Državni urad za statistiko objavil podatke o tem, kje smo bili ob osamosvojitvi in kje smo danes. Koliko nas je bilo takrat, koliko nas je danes, kakšen bruto domači proizvod smo imeli na prebivalca leta 1991, kakšnega lansko leto. In pač to so grenko sladki podatki in primerjave. V Sloveniji nas je ob osamosvojitvi živelo manj kot 2 milijona, danes nas je dobrih 100 tisoč več, ampak rodnost v Sloveniji leta 1991 je bila bistveno višja. Danes nas je toliko več zaradi priseljevanja, da čim se je v lanskem letu rodilo daleč najmanj otrok, odkar v Sloveniji beležimo število rojstev. Manj kot 17 tisoč. Še leta 1991 so imeli na seznamu vojaških obveznikov, se pravi samo moških, približno enako število ljudi. Generacija se je prepolovila in to je strateško
naš največji problem. Ker kaj nam bo država, če ne bo ljudi? Ker če ne bo Slovencev, tudi Slovenije ne bo. Kakorkoli nekateri govorijo o multikulturnosti. Ker v naši ustavi piše, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, se pravi, smo demokratična republika, vendar ta država temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. In seveda, če tega naroda ni, če ni identitete, jezika in tako naprej, potem tudi te države ni. Se pravi, tukaj ne govorimo o neki predmoderni stvari, kar nam včasih očita levi pol slovenske politike, ampak govorimo o ustavni vrednoti. O nečemu, kar smo praktično soglasno zapisali v slovensko ustavo. V tej primerjavi Državnega zavoda za statistiko tudi piše, da je bil bruto domači proizvod na prebivalca ob osamosvojitvi manj kot 6.000 evrov. Danes je okrog 30.000. Se pravi, neka blaginja merjena v materialnem blagostanju se je v tem času v Sloveniji nedvomno povečala. Kar se seveda tudi vidi povsod. Ni pa to edina primerjava, ki je potrebna. Treba se je primerjati tudi s tistimi, ki so takrat že obstajali, ko smo mi nastajali, kako so oni napredovali in kako so se razvijali v tem času. In tudi tukaj so te primerjave grenko sladke. Se pravi, imamo države, ki so v tem času napredovale počasneje od nas. Ena je tukaj soseščini. Sosedno Italijo smo Slovenci po BDP-ju prebivalca skoraj ujeli že leta 2008. Takrat smo prišli na 91% evropskega povprečja, Italija je bila na povprečju. Ampak smo šli potem dol in zdaj smo približno spet nekje tam. Zdaj tisto, kar ne kaže tako dobre slike, in to je posledica tega, da se ne upravlja z državo v skladu z vrednotami, na osnovi katerih je nastala, pa je primerjava z državami, ki so bile leta 1991 na polovici našega standarda, gre predvsem za vzhodno in srednje evropske države, zdaj so pa nekatere že pred nami. Pa imamo, gospodarsko gledano, to znanje makroekonomsko okolje od leta 2004 približno enako, ker smo skupaj v Evropski uniji, skupaj smo v NATO, smo del skupnega evropskega trga, samo pač eni te prednosti izkoriščajo bolje, drugi slabše. V Sloveniji je predvsem problem to, da veliko teh prednosti, ki jih je Evropska unija, ki pa seveda ne prinesla samo dobrih stvari, tudi kako slabo, ampak tudi veliko prednosti, ampak veliko tega ne znamo izkoriščati. Trenutno v bruseljskih blagajnah ležijo milijarde, ki jih ne znamo investirati, za katere smo se trdo pogajali v času covida. In seveda imamo velike probleme s tem, ker številne predpise, ki nastajajo v Bruslju, mi potem še dodatno zakompliciramo in imamo težave, ki si jih delamo sami, in ovire, ki so nepotrebne in se velikokrat naše uradništvo na Bruselj sklicuje samo zaradi tega, da zakrije lastno nesposobnost. In velik problem, ki nastaja ravno zaradi tega, ker ne črpamo iz teh vrednot enotnosti iz časov slovenske osamosvojitve, je stalno izključevanje v Sloveniji, ko se gre na volitve in se tekmuje s tem, koga se bo izključilo, ne pa s kom se bo sodelovalo, in ko se v ospredje ne postavlja program in tekmuje, kdo bo boljši, ampak se skuša vnaprej izločati polovico kapacitet, ki jih Slovenija ima velikokrat, tistih, ki so se že dokazali kot dobre. Skratka, čaka nas še veliko, pa tudi, ker je bilo to prej omenjeno, koncu omenil še sam,
Ostajajo zadeve, ki jih je pač potrebno narediti, ki ne izvirajo iz teh zadnjih 34 let, ampak iz daljše zgodovine. Slovenci vseh svojih potencialov nikoli ne bomo dosegli, dokler ne bomo vsaj okvirno dosegli sprave. Sprava pa je možno zgolj na temelju resnice. In obstaja, oziroma na dan prihaja veliko resnic o časih, ko nismo imeli ne demokracije, ne samostojne države in ki se nekako zanikajo. In se zadeve ne razčistijo in to vpliva na marsikaj. Zdaj pred časom sva šla tukaj čez Gorico z kolegom oziroma prijateljem z Avstralije, Avstralcem, ki je tam precej visoko v njihovi politiki. Sem ga peljal v Kobariški muzej, sva se ostala tudi tukaj v Gorici in je gledal ta napis gor na hribu. Toliko pozna Slovenijo, da je vedel, kaj pomeni ta beseda. Pa je nekaj časa tiho, pa je pa rekel, when we cross the border, is there Mussolini on the hill? Se pravi, ko bo šla pa čez mejo, je tam pa Mussolini napis. Jaz sem rekel, mogoče kje je, ampak jaz ga še nisem videl. In me je bilo pol zelo težko razložiti zadeve, še posebej, ko si jo gledal v muzej, ko so šla potem tudi do Vidma. In tujcu, ki pridejo v Slovenijo, zdaj neke specifike, ki se jih pri nas postavlja v ospredje, nič ne pomenijo. Neka dejstva so pač dejstva. Zdaj enako moramo omeniti včerajšnjo proslavo dnevu državnosti. Zdaj tisti, ki smo imeli vabila za kongresni trg, smo morali čez dvojni rentgen. Zdaj, kdo ni imel vabila, pa sploh ni mogel na to proslavo. Pa nismo vojni. Zdaj, tukaj vidim nekaj obrazov, ko ste bili na Trgu Republike pred 34 leti, ko smo Slovenijo razglasili kot samostojno državo. Takrat smo imeli sovražno vojsko praktično v Ljubljani v 5 vojašnicah. V zraku so bili migi, ampak je vseeno na proslavo lahko prišel vsak. In nobenih rentgenov ni bilo. Ker tukaj nekaj delamo narobe. Tukaj nekaj delamo narobe. Za Slovenijo nismo glasovali, nismo jo gradili, nismo jo branili za neko kvazi elito, ampak zato, da je to domovina za vse. Da je to domovina za vse in velikanska večina nas to tako tudi jemlje. Jaz sem bil v zadnjem tednu, niti ne štejem več, na številnih proslavah in prireditvah, nikjer niso gledali, imaš vabilo. Povsod smo bili vsi veseli, da je nekdo prišel počastiti največji državni praznik. Se pravi, te zadeve pač treba postaviti na pravo mesto. Pa imeli smo sprejem v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve za svojce padlih v vojni za Slovenijo. To so tisti, ki so za samostojno slovensko državo plačali najvišjo ceno, vse. Hvala Bogu je bilo žrtev malo na obeh straneh. Tudi ni bil cilj, da je žrtev čim več kot nekoč prej v zgodovini, ampak da jih je čim manj. In smo ponosni na to, ampak za samostojno Slovenijo so vseeno padli mladi fantje z otroki, ki niso bili stari niti 1 leto takrat. Ostale so vdove, žalostne matere, očetje in vsako leto jih srečujemo ob teh praznikih. In včeraj so nam povedali, so na sprejemu pri predsednici države, so dobili liste, kjer je pisalo, lahko zasejete sedeže od 5. vrste naprej. In to so ljudje, ki smo jim največ dolžni in je treba imeti nek odnos do tega.
Zdaj se to govorim zaradi tega, da počrtam to potrebo, ki se jo dejansko treba zavedati. To pa je, da upravljamo z državo, da kdorkoli je, ne glede na to, kjer je stranka, kjer je barve, pač država je od vseh. Odgovornost je na vseh enaka, da se s to državo upravlja v skladu z vrednotami, za katere smo glasovali na plebiscitu in na osnovi katerih je Slovenija sploh nastala. Saj to ni tako težko. Saj to ni tako težko. In ko se te stvari dogajajo, je pač potrebno povzdigniti glas, kajti če se hodi po napačni poti, se slej ko prej pride do zida ali do prepada. In takrat, ko smo vsi na nekem vlaku ali pa na neki poti, potem vsi čutimo posledice. Pa seveda ob teh dneh vseeno se potrebno zavedati, da tisto, kar vidimo v medijih ali pa kar vidimo na osrednjih medijih, v veliki meri ni tisto, kar se v tem času v Sloveniji dogaja. Zdaj, kot sem dejal na začetku, Slovenija se veseli dneva državnosti. Na stotine, na tisoče proslav in prireditev, na stotine marš za domovino je bilo po slovenskih župnijah, na stotine postrojev veteranov sem sam videl v teh časih in posod je bilo veselje in posod je bilo občutiti intimno sprejemanje teh vrednot. Kar pomeni, da to obstaja, da če bi danes ponovili vajo, pa bi ponovno glasovali za samostojno Slovenijo, sem jaz prepričan, da rezultat ne bi bil nič slabši. Bi jih mogoče bilo nekaj 10.000 kot takrat, ki bi glasovali za Jugoslavijo, čeprav je ni več, ampak eni mislijo, da je še in to v glavah obstaja. Ampak 90% naroda pa seveda ve, zakaj je šlo takrat in zakaj gre danes. In dejansko ta čas, ta sveti čas slovenske osamosvojitve je nas zaklad. Je nas zaklad in pametna politika vedno, ko pride do kriz, ko pride do preizkušenj, črpa iz tega zaklada enotnosti. Zakaj? Zato, ker smo takrat dokazali, da kljub temu, da smo bili sami, da ni bilo nikogar zunaj, ki bi nas resno podpiral, nihče nas ni prišel braniti, ko smo bili napadeni, vse to smo sami naredili, da smo to zmogli zato, ker je bil narod enoten. Se pravi, to zaklad, ki je trajen, je to hiša, slovenska država je hiša, ki je zidana na skali, ne odnesejo takšne ali pa drugačne turbulence, je domovina, v kateri moramo še zagotoviti, da bo to prostor, v katerem vladata mir in pravičnost, ker tak prostor imamo ljudje za svoj dom in tako državo ima narod za svojo domovino. In v slovenski domovini je dovolj prostora za vse. Hvala za ta čudovit dogodek, za to čudovito udeležbo. Bog živi Slovenijo.
čudovito pesmijo smo tako sklenili uradni del današnjega praznovanja. Vsem skupaj, ki ste sodelovali, vsem skupaj, ki ste se udeležili današnjega dogodka, tako svete maše, kot potem tudi krajše prireditve, se seveda zahvaljujemo. Zdajle se bomo preselili zunaj cerkve, kjer bomo nadaljevali s praznovanjem in ob kozarčku žlahtne kapljice, pa tudi slovensko pesmijo nazdravili naši domovini. Vsem skupaj še naprej prijetno praznovanje in čeprav je bilo danes že povedano, pa še enkrat, Bog živi našo prelepo Slovenijo.